Last night we made agreement with GEM, Global Emerging Markets of New York. Is a private equity fund. The value of the fund is around $3.5 billion. We subscribe one contract for 200 million euros for increase the capital of Infond Holding. The agreement is binding, is only under one condition: to find an agreement with Slovenian banks. If you want, you can read this agreement in the website gemnyork.com. That's it. Right now we have to work very hard to go ahead. Maybe we save the company and the shareholder. Thank you so much. Ste bili danes delničarji proti predlogom, čeprav so bili pravzaprav vsi sprejeti? Tako je. Tudi napovedali smo izpodbijanje posameznih sklepov. Nenavadno je namreč to, da se pri predlogih, ki so že predmet sodnih postopkov glede na prejšnjo skupščino, ponovno potrjuje, predlaga stvari, za katere smo jasno povedali, da smo se z vidika interesov malih delničarjev pripravljeni pogovarjati z upravo ali s komarkoli je akter dogajanja v zvezi z Infond Holdingom, s centrom naložbe in nenazadnje tudi drugimi finančnimi holdingi, ki so v težavah. V obeh primerih gre za skoraj 70 tisoč malih delničarjev, v glavnem iz naslova certifikatskega lastninjenja, in to ni osamljen primer, zato se bo združenje izdatno angažiralo pri reševanju vprašanja vsega skupaj preko 200 tisoč malih delničarjev iz naslova lastninjenja, ki so lahko v primeru padca finančnih holdingov žrtve in ostanejo brez vsega. Torej ponovno prevarani in ponovno izigrani. Zakaj konkretno boste dali izpodbojno tožbo? Poglejte, izpodbojne tožbe so bile napovedane. Vprašanje je, na kakšen način se bodo pravni sodelavci, strokovnjaki pri Združenju malih delničarjev opredelili do posameznih vprašanj in nenazadnje tudi, kaj se bo izkazalo iz razglasa oziroma navedb, ki jih je gospod Čerani danes podal. Ukolikor bi se pokazale možnosti za reševanje družb, so seveda mali delničarji in mi kot njihovi predstavniki zainteresirani za to, da se konstruktivno vključimo v ta proces, in tukaj je seveda možno iskati rešitve v smeri nekaterih predlaganih in na današnji skupščini sprejetih, a na njih napovedanih izpodbojnih tožbah, da se takšne tožbe in takšni postopki eventualno tudi umaknejo. Seveda pa so potrebne v prvi vrsti garancije, izrecne garancije, ki morajo biti dane malim delničarjem, da dejansko ne bodo na koncu, tako kot že večkrat doslej, ostali brez vsega in izigrani. Jaz moram reči, da nas veseli, da je bila danes podana izjava gospoda Čeranija in izrecna želja, jaz sem zastavil kar nekaj vprašanj na to temo, da se družba rešuje in da tudi ima rešitve in vizijo v kakšni smeri. Vendar pa ocenjujemo, da bo za to potrebna nova skupščina in na to skupščino bomo brez nadaljnega mali delničarji prišli s pooblastili delničarjev in jasno povedali, kaj je interes teh delničarjev in teh lastnikov. Ali verjamete, da gospod Čerani imate denar, ki ga danes napovedal, da bo prišlo 200 milijonov evrov? To ni vprašanje tega, ali mi verjamemo ali ne. Mi bomo veseli, koliko je temu res tako, seveda pa brez kakršnekoli naivnosti zahtevali garancije in z vso mero previdnosti, kot v drugih primerih, tudi v tem primeru, naše postopke peljali naprej. Tako sodne, kakor morebitne priprave na prihodnjo skupščino, ki v primeru, da navedbe Čeranja držijo, mi upamo, da držijo, bo seveda skupščina vsekakor potrebna in mi bomo v tem primeru pozvali delničarje, da se do tega opredelijo in tudi dajo pooblastila združenju. In kaj je po Čeranijevem mnenju za družbo najpomembnejše? To work very hard right now. That's it. Okay? Thank you, guys. Thank you. I hope that the hard work will also bring the results, right? Ciao.